Pozdrav, moje ime je Božidar Grilc iz Hipnocentra Grilc, drugače tudi na stranici tudi grilc.com. Danes bi par trenutkov posvetil temu šoli hipnoze. Šola hipnoze oziroma šola hipnoze in hipnoterapije. Glejte, jaz v Sloveniji počujem že dolgo časa. Počujem nekje, oziroma uradno od 2008. leta, ko sem dobil licenco od Omni Hypnosisa. Predtem sem imel tudi izobraževanja, se pravi brez te neke uradne licence, tako da sem že nekaj časa med vami, nisem ravno do včeraj. Zdaj, roko na srce, večina hipnoterapevtov v Sloveniji danes, ki delajo, so iz našega, iz mojega šolskega programa. OHTC oziroma Omni Hypnosis Training Center se je blazno razvil zadnja leta. Sicer ustanovitelja ni več med nami, Jerry Kahn je šel v naslednje življenja. Je pa pustil eno dediščino, zelo zanimivo za sabo. In če jaz gledam malce za nazaj, kako sem jaz prišel do njega, jaz sem prišel skozi intuicijo, veste. Davnega leta, ne vem kdaj je bilo, tisto 2-3 ali tam malce pozneje, jaz enostavno brskal po netu, je bil že razvit internet in sem gledal malce po Ameriki, kaj se dogaja. Jaz sem zrastel z čarodejstvom in hipnozo na odru, se pravi s odrsko hipnozo in to sem poznal, vendar nisem pa poznal hipnoterapije. In se koliko grem se dodatno izobraziti in potem sem iskal te ljudi, Amerika mi je prva prišla ven in sem prerešetal kar precej njih in veste, se odločam, pa vidje sem dol imel in potem eden pa drugi in ne vem, koliko sem jim pregledal in en dan naletim na njega in pa v trenutku sem vedel, ti si pravi. In ni bilo dileme, ni bilo nič, sem pogledal še par njegovih videov, enostavno vplačal tisto, kar je bilo treba vplačati, 10 ur na avion oziroma 12, koliko sem se vozil do Floride in smo potem zadevo uredili. No, to je bilo, se pravi, tečaj, no, kasneje sem pa potem še dobil od njega tudi potem še inštruktorski certifikat, tako da lahko inštruiram celo to zadevo. Danes je to prevzel Švicar, Hans-Roedi Vip, gor iz Züricha, no, tako da on vodi to dalje. Moram reči, da je kar precej dobro razvil, naredil ene stvari, ki jih Jerry malce zanemaril, tako da imamo zdaj neke enotne, ko bi rekel, programe po celem svetu, kar se tega tiče. Pazite, od Omnija je celo je ta Švicar uspel doseči, da to je edina šola hipnoze, ki ima ISO standard 9001. Tako da program je dober, vendar je tako, jaz, ko boste vi prišli k meni na šolanje, jaz ne bom vam dal samo Omnija, jaz bom dal normalno Omni program, vendar bom dal še 20 let mojih izkušenj zraven. In to je tisto, ko šteje. Jaz zdaj tako malo gledam za nazaj in zdaj, pred tem vikendom smo imeli tudi izobraževanje v Zagrebu, jaz drugače izobražujem v Italiji, na Hrvaškem, Srbija, Bosna, pač te jezike poznam, in tukaj v Sloveniji, pa smo se malo pogovarjali, pa sem lih namignil, ne vem, kaj smo nekaj govorili, pa sem rekel, da meni je škoda, da Gerald Kahn meni ni tako dobro pripravil, kot jaz v bistvu vas pripravljam potem na to zadevo. Pač on je meni dal tisti šolski program, vse ostalo sem se pa naučil skozi moje delo potem. In delal sem dosti eksperimentov, probav in tako dalje. Tako da na tem šolanju se boste naučili stvari, ki so že mejijo na znanstveno fantastiko. Govorili bomo o stvarih, ki v javnosti mi nimamo, se pravi, ni tega vzunaj. Je pa naloga tega našega programa tako narejena, da jaz vas pripravim na delo z klientom. Se pravi, tako, ko se vi usedete z njim, kam boste roko dali, kako boste gledali, na kaj morate paziti. Veste, vse tiste mičkene zadeve, ki so zelo, zelo pomembne na samem začetku izvajanja hipnoterapije. Zdaj, dostikrat me ljudje kličejo, pravijo, imate vi kakšno selekcijo, kdo bo šel v šolo, kdo ne bo šel v šolo. V bistvu selekcije ni, imamo kakšenkrat, če jaz posumim, da ste malo čuden, vas ne bom sprejel, to že naprej povem, tako da tu ne, enostavno odmaknem celo zadevo. V Italiji to delamo konstantno, skoraj na vsakem šolanju vsaj 3-4 učence zavrnemo, eni so se celo pritoževali potem naprej, ampak jaz imam to možnost, da lahko to naredim, tako da tu ni dileme. Zdaj, potem, to bi rekel, kako določiti, ali bo nekdo bil dober hipnoterapevt ali ne bo. Težko določim. Veste, tu morate malo žilce imeti konec koncev. Če ste mrtva oseba po naravi, potem bodo tudi vaše terapije mrtve. Lejte, tako gre. Se pravi, kaj rabimo? Rabimo eno žilico vašega karakterja, eno tako pravo dozo agresivnosti, posebno na začetku. Morate imeti ono željo, da človeku, ki imate, da mu pomagate. To je osnova. Veste, recimo, jaz sem imel že par kritik, češ nimate akademskega naziva, pa nimate to. Lejte, stvar je taka, biti terapevt, pa ne samo hipnoterapevt, ni stvar akademskega naziva. Nikoli ni bila in nikoli ne bo.
To je stvar vašega poslanstva, ne pa akademskega naziva. Ne. Tako da tukaj končamo s to zadevo. Dosti se zdaj govori o nekih specifičnih hipnozah in potem so zdaj, veste, tudi v svetu, to je stara zgodba, so začeli govoriti o medicinski hipnozi, pa klinični hipnozi, pa kaj neki hipnozi. Veste, s temi predevniki spredaj sem zmede ljudi in te ljudje niso sigurni, a vi izvajate medicinsko hipnozo. To je ista hipnoza kot vsaka druga, samo ena veja, se pravi, je hotela, da se to malce drugače imenuje, pa to je eno taka čudna zgodba. Bomo o tem dosti govorili na šolanju, ampak tako je. Ne. Zdaj, ali ste vi sposobni biti hipnoterapevt ali ne, jaz v osnovi lahko rečem ja, ker to je naučljiva zadeva. Je naučljiva in zdaj, če vas jaz ne morem tega naučiti, potem si en slabo delo naredil. To se še ni zgodilo. Je pa res, da k nam hodijo ljudje svakakvi, mislim, različnih sort. In dosti njih tudi na začetku pove, pravi, iz tega ne bom nikoli delal, ampak me zanima, rad bi to se naučil, sem finančno preskrbljen in je. Se pravi, tako naše izobraževanje ni zastonj, se pravi, je kar prestoji visoka investicija in tega ne smete pozabiti. To je investicija, to ni strošek. Vi ne smete nikoli na svoje izobraževanje gledati kot na strošek. Vi morate gledati na investicijo. Se pravi, kaj pomeni investicija, s časoma bo prišlo nazaj. To je investicija. Tako da ne razmišljate o tem, je pa moja cena že od 2008. leta ista, enaka, s tem, da me celo Američani stalno ribajo, da jim moraš dvigati ceno, ker po licenci bi jaz moral že zdavnaj dvigati ceno gor in jaz vsako leto sprotoma, ki opravičujem te zadeve, rečem, lete, tu je standard, pač drugačen kot v Ameriki, tu je povprečna slovenska plača 600, 700, 800 evrov, tam je pa malo više. Tako da potem vsako leto jovo na novo moramo to nekako urejati, ampak me pustijo na miru, tako da jaz to zadržujem tukaj. Zdaj, če ste vi končali kakšno drugo izobraževanje moje, recimo kakšno malo šolo hipnoze, se vam ta strošek priznam, to veste, kar se tega tiče. Je pa sam program Omnia, imam tukaj recimo en opomnik pri sebi, jaz bi tako rad videl, recimo, če vas zadeva zanima, čeprav sem imel že take ljudi, ki so kar pogledali me, uplačali in smo se prvič videli na šolanju, tudi taki obstajajo, mislim. Korajžni ljudje, jaz temu rečem. Vendar, če ste v dilemi, če ne veste, če je ta zadeva za vas ali ni za vas, lahko postanete, ne morate postati, jaz vam toplo svetujem, usedite se v avto, pridite do mene v Postojno, nisem tako daleč, Slovenija, Mičkena, normalno prej me pokličite, pa se bova usedla tukaj pri meni pisarni, pa vam bom razložil, bova imela eno tako debatico, večkrat se tako oglasijo ljudje in vam bom predstavil program, kaj bomo vse počeli, na kakšen način bomo počeli, ali ste pripravljeni ali niste pripravljeni in tako dalje. To je najboljša varianta, se pravi, pridite do mene osebno in bomo to predelali. Zdaj praksa je tako pokazala, že leta to delajo. Razen, kažem ga Italijani, če so blizu. Tako da jaz Italijani že vodim, se pravi, 2009. leta vodim izobraževanje z njimi. Mi smo v Italiji veljamo za eno najdražjih šol, vendar tudi najbolj obiskano. Glejte, neki razlogi zadaj so, razumete? Vi boste videli eno zadevo, pa to ni hvala. Glejte, jaz bom šolo, ki vam jo jaz bom dal, oziroma to izobraževanje, vse to, kar boste dobili, ni iz tukaj, je bolj iz tukaj. In zdaj sprejmete to. Glejte, jaz vam dal, jaz želim, da vi postanete dobri, ker če ste vi dobri, to pomeni, da sem tudi jaz dober. Veste, pejte, potem pomagajte ljudem, ljudje si zaslužijo pomoč, imajo en kup enih težav in mi se bomo svašta lotili tukaj. Glejte, recimo čisto takole, malo pogledam tukaj po programu, bomo govorili, kaj hipnoza je, kako deluje, zakaj je uspešna, podzavest, zavest, mentalni zakoni, zadeve, recimo, ki ne sodijo v našo prakso, recimo, govorili bomo, jaz govorili, to bomo delali vseeno, pardon, ni to, da bomo govorili, veste, tako je, Zdaj, na našem izobraževanju en del teorije mora biti. Veste, jaz vas moram teoretsko podkovati, da mi ne boste potem neumnosti počeli naprej, ampak povezano je pa tako, terapija oziroma teorija, praksa, tako da dosti boste delali v parih med sabo. Ideja je, da ko vi končate, se pravi to moje izobraževanje, da ste vi že usposobljeni delo z ljudmi. Vse tiste mičkene zadeve, sem jaz kasneje tudi normalno na razpolaganju, potem se pravi za te, kaj imamo mi že, konzultacije in tako dalje. To je najmanjši problem, telefon v roke, bož, da razgodilo se mi to in to, bom pomagal, gledajte, koliko je. Imamo tudi en krog ljudi, ki, mislim, pa ste dosti nas že, Jaz vsako leto organiziram tudi kongres hipnoterapevtov. Na začetku sem ga organiziral, mešana skupina, iz Italije se prihajali, celo iz Avstrije, gor iz Slovenije, Hrvaške, Bosne, vse, celo iz Makedonije dol.
Potem sem pa videl, da se lovimo s tistim jezikom, pa sem moral prevajati vse živo. Ma se rekel, ne, dajmo samo za Slovence, nas je dovolj in tako da vsako leto imamo mi tukaj kongres in tam, da kakšne novitete, recimo prikažemo novosti, neke nove zadeve ali pa obnavljamo stare znanje in tako dalje, če vam je mogoče na učenju se pravi ušlo. Ne. Tako da bomo delali samo hipnozo, se pravi, se boste tudi samo hipnoze naučili v samem tem, zakaj morate spoznati, kako je lahko ponudite vašemu klientu, kaj je lahko on z njej dela. Ne. Učili se bomo, kako se kontrolira bolečina, to je klasika. Ne. Potem bomo pogledali različni postopki za izvajanje hipnoze in njihova uporabnost, ne. Se pravi, postopke za izvajanje hipnoze je malo morje, si bomo malce pogledali, kakšni so recimo, potem bomo pogledali testi sugestibilnosti, kaj so to, ne. To so, veste, vi morate biti sposobni recimo v eni masi ljudi izbrati prave ljudi, recimo, če imate eno javno demonstracijo, katere ven potegniti, na kakšen način in kako jih dati v hipnotično stanje. Potem hipnoza, veste, kot čegum, zelo raztegljiva je, imamo različne globine hipnoz, so tiste neke osnovna, se pravi working state, delovno stanje, mi temu rečemo, no, to je pač osnovna hipnoza, ampak tam naprej je še eno in to, o tem bomo govorili in garantirano vam bo zanimivo, ker tam se dogaja marsikaj. Ne. Tako da, potem da vidimo, na kaj moramo paziti, recimo, da je hipnoza uspešna, kako dvignemo klienta z hipnoze, znaki hipnoze, kako jih prepoznavamo, kaj se zgodi, če klient ima neke čudne izpade, recimo, če začne kričati ali pa ne vem, da ima neke čudne reakcije, na kaj je to, ne. Potem bomo gledali karakteristike ljudi, ki grejo lažje v hipnozo. Pazite, to se moramo zavedati, da eni grejo lažje, eni grejo težje, eni pa sploh ne grejo. Tako da naše delo je kar precej razgibano, tako da to vas moram pripraviti na to. Potem tudi, kako si pripravite pisarno za delo, recimo tale moja, zdaj snemam pač ta video v moji pisarni, na kaj morate paziti, kakšne stol uporabiti, miza ali ja ali ne, slike, kaj pa se vem, pečka, osvetlitev, vse te zadeve se bomo dotaknili. Potem, kako poglobiti hipnozo, dostikrat hipnoza ni primerne globine in če vi delate v neprimerni globino, ne bo spremembe, to se morate zavedati. Tega sem nažalost tudi v Sloveniji videl, ne. Dosti ljudi, nekateri celo s precej močnimi akademskimi nazivimi, enostavno bolj jih briga, ali vi ste v hipnozi ali niste v hipnozi. In to je zelo, tako se ne dela, no skratka. Ne dela se, ker vi delate v prazno potem, ne. Vi morate kot profesionalec znati prepoznavati globine hipnoze in morate vedeti, kje oseba je. Pika. In šele potem, ko vidite, da imate hipnotično stanje, potem se gre šele v hipnoterapijo. Tako da, regresije se bomo dotaknili v hipnozi, se pravi, pazite, regresija kot izraz ni samo, ne pozabiti, ni samo v prejšnjem življenju, ne, regresija je orodje, s katerim mi človeka peljemo nazaj v hipnozi, lahko otroška leta, lahko kam nazaj in tudi normalno prejšnje življenja. Naučili se boste vse, od prejšnjih življenj do življenja, medživljenja, dela z dušami, dela z vsemi temi zadevami, ki jih morate poznati. Moram reči, da sem imel na začetku kar malo težave s to zadevo, s temi regresijami v prejšnje življenje pa s temi stvarmi. Ampak, kaj se je dogajalo? Dogajalo se je, da so recimo šli klienti skozi moja vrata in sem imel en tak majhen občutek, kot da jim nisem dal vse, kar bi lahko dal. Oziroma, ena pika na imi je falila pač pri njihovem delu. Oni so šli v redu, vse je bilo urejeno, ampak ko ga gledam, sem rekel, čakaj, tukaj bi lahko še nekaj malega naredil. No in potem, ko sem začel ta prejšnje življenje delati, potem si videl, da v bistvu mi to fali. Te pa je stvar filozofije, ali vi to verjamete v to, ali ne verjamete. Skratka, zadeva je preveč uporabna in tudi, če vi ne verjamete v to, je moj nasvet, da če vi ste hipnoterapeut, dejte to uporabljati, ne glede na vaše varovanja, ker stranka to rabijo. Klient to rabi in morate. In dosti stvari boste vi videli potem, da boste morali na drugi strani reševati. Eni od naših učencev se zaljubijo samo v to, potem sem še to delal. Luštno. Tako da, če sem jaz zdaj vrnil nazaj v hipnoterapevtske vode, zdaj ne delam hipnoterapije, bom verjetno se lotil sam teh prejšnjih življenj. Dobra zadeva je. Potem malo bomo pogledali recimo kakšne skupinske hipnoze, če imate več ljudi, ko se dela. Namignil vam tudi malo o marketingu v hipnozi. Veste, hipnoza pač ima ena specifika, ima neke svoje kanale, kjer je bolj uspešna, manj uspešna. Kot marketing govorimo, pa bomo malo namignil, na kakšne morate gledati te. Mislim, tako je, to je velja neko pravilo minimaxa, se pravi minimalni vložek, maksimalni izhod. Tako da tu morate, nažalost, veste, vi ste kot hipnoterapeut, ste one man band, pa vi ste, normalno morate imeti pravno obliko dela zadaj, se pravi, ali je to SP, ali je to društvo, ali je to recimo DO. In to je treba vzdrževati, veste, DO že, če koga odprete prvi dan, vas že stane. Morate imeti računovodke, imate en kupenih stroškov in zato morate potem biti dobri v marketingu, da lahko potem sploh imate polno pisarno, da lahko sploh delate. Ne? Vi ste lahko najboljši hipnoterapeut na svetu, vendar, če je vaša pisarna prazna, ne bo nič iz tega. Okay? Tako da, no in potem bomo malo pogledali, recimo, kako izgleda hipnoterapija od samega začetka,
do konca, se pravi, prav od trenutka, ko se začne, ko oseba pride do vas, kaj naredi z njo, kako jo posesti, kam se usede, kako jo vodi skozi ta postopek, kaj morate vprašati, v kaj se morate spustiti notri. Zadeva je precej kompleksna, ampak je dobra. To je eno tako dobro raziskovalno delo, veste, in čudovita. Mislim, ko enkrat padete notri, vas čist pogoltne. Potem globoko hipnotično stanje, bomo pogledali, so ena globoka hipnotična stanja, ki jih mi v terapevtskem delu ne uporabljamo, ne vem koliko, ampak so zanimiva. So zanimiva, pa zakaj? Zakaj se ne bi recimo potem še s tistimi spoznali, a ne? Potem pa so take majhne skrivnosti, veste, tisto, ko se je meni z leti nabralo, tiste miniaturne zadeve bom dal tam, tako da vam rešim kakšno terapijo ali kaj takega, bom dal kakšne ideje, da lažje pač upravljate svoje delo, ne? Potem dotaknili se bomo hipnoze z otroci, izredno pomembna zadeva. Glejte, vem, da tista majhna bitja rekli, ja, si nimajo težav, imajo. Veste, njihova otroška težava je enako kot naša težava, edino, da so oni manjši. Iz njegovega vidika je tista težava velika, ne, zato morate. Ne. Tukaj govorimo od navadnega lulanja v poslu ali pa nekih strahov in tako dalje in mi dosti delamo v našem centru z otrocmi in tako da, dajte se naučiti, se splača to. Ne. Potem, no, tukaj imam hipnozo skozi spanje, vas bom tudi to naučil, ko se dela, različne tehnike hipnoz, ne, jih imate malo morje. In potem bomo šli potem po hipnoterapijo, imamo eno univerzalno terapijo, ki rečemo, ki je čudovita, zelo močno terapevtsko sredstvo. Jaz sem že videl ljudi, ki so se tako spremenili po eni terapiji, noro, ko ta zadeva funkcionira. Potem vas moram naučiti, kako odkrivati vzroke. Veste, osnova hipnoterapije, če gledamo poleg te direktne hipnoze, ne vem, odvajanja tkanine, vseh teh stvari, hipnoza je najbolj uporabna v odkrivanju vzrokov. Se pravi, da oseba, ki k vam pride z neko posledico in vi morate iti na vzrok, morate ugotoviti, zakaj se to z njo dogaja. Zdaj, ali ona ima kilogramov preveč, ali ima fobijo, ali ima depresijo, ali ima karkoli tega, morate iti na vzročne zadeve. Tako da, potem imamo različne tehnike regresije. Regresije pač malo, vam bom dal nekaj možnosti, pa boste vi uporabljali tisto, kar vam potem najbolj odgovarja. Potem se bomo dotaknili fobije in strahovi, kako se dela z njimi, to je kar precej tega, fobije imate, precej ljudi ima fobije, mogoče se niti ne zaveda. Jaz enkrat leta nazaj sem bral en spisek, ki ga je dala neka organizacija za psihoterapijo, če se ne motim ven, spisek fobij, pazite, zdaj te strokovnjaki, oni vsako zadevo v fobijo pretvorijo. In imate notri ženofobija, taščofobija, vse živo imate, malo se hecam, ne? Ampak v tistem notri, sem se spisek gledal, in sem rekel, kriza se, jaz sem 90% tega delal, nisem niti vedel, da je to fobija. Ampak, veste, stranka prije k meni, reče, veste, me moti to in to in to, ne? Ok, dobro, vse te se gremo zrihtati. In smo zrihtali. Jaz nisem niti vedel, da je to klasificirano kot fobija, mislim, nora zadeva, ne? Potem pa bomo pogledali malce različne postopke hipnoterapije, ker, veste, zanimiva je ena banalnost, recimo pride oseba k vam za hujšanje. Pa se hujšanje je izredno uspešno s hipnozo. Ne glede na vse trende, meni je to malce čudno, ne, kažkrat me jezi, da smo mi kot hipnoterapeuti v bistvu zadnji v izbiri ljudi. Oni grejo prej probati vse živo prej, od akupunkture, do psihoterapije, do joge, do svašta in čist na koncu pridejo do nas. In potem mi jim pomagamo. In to je grozljivka. Mi je prav škoda, da se folk tako obnaša. In gledajte, vsaka dieta počepne tukaj. Vsaka dieta počepne v glavi. In se pravi, če oni hočejo res iti, recimo, da so si izbrali neki režim življenja, neko dieto, oni morajo prvo tu urediti. In kdo ureja tukaj notri? Hipnoza, ona spreminja vzorce. No in tam notri, ko začnete stvari spreminjati je. Zdaj pa je odvisno, recimo, če ima stranka do 15 kg recimo viška, je to mi tretiramo bolj kot navado. In je postopek, recimo, dela z njo popolnoma drugačen, kot pa če ima ona več kot 15 kg viška. Veste, in te razlike vam bom jaz razložil potem na izobraževanju, kar se tega tiče. Ne. Ogromno tega bo. Ne. Zdaj pa, samo malo da vidim, kaj mi še kaj ostalo. No, dobro, hipnoza in prejšnje življenje smo že prej malce omenili, in odkrivanje vzrokov. Zdaj pa tako, lejte, skozi izobraževanje se bomo dotaknili tudi malce odrske hipnoze. Zdaj, zakaj? Lejte, jaz sem zrastel z njo, delal sem dolgo časa, zdaj, mogoče ste me videli celo v tej, da je hipnoza dobra zabava, ampak ni to stvar v tem, veste, vi jo morate spoznati, ne me napačno razumeti, ni ona posebni del izobraževanja, ne, jaz vam bom vsak tok časa dal kakšno idejico, zakaj so določene zadeve možne, vi jo morate poznati iz tega razloga, če stranka pride k vam,
In če vas vpraša, kako je pa lahko Božidar tisto in tisto naredil gor na odru, in če vi tega ne veste odgovora, bo stranka posumila v vašo kreditibilnost. Vi morate vedeti, na kakšni osnovi odrska hipnoza funkcionira. Zakaj je možno, da nekdo nekaj tako naredi, pa oni da glavo v torto, pa oni naredi to, pa to, pa to. Mislim, kakšni so to vzgibi zadaj? Zakaj je možno, ker recimo tako laično gledano izpade, kot da človeka kontroliramo. Daleč od tega, da ga mi kontrolirali. Ampak laično izpade, Božidar je rekel, da je pa naredil to, on je naredil to. Ne? Ja, in potem stranko lahko to preseneti. Veste. Zdaj ta oddaja je naredila, moram priznati, kar malce škode v našem poslu, ampak je bil projekt, je bil fantastičen, jaz se zahvaljujem Popu, da me je sploh spravil notri v to. Čeprav to je pika na i moje karijere, s koncem sem že s to zadevo že 20 let tu v Sloveniji delam. Meni je smešno, ker me zdaj na novo ljudje odkrivajo, ampak jaz sem že dolg časa med vami tukaj, veste. Zdaj bi tako rekel, kar se same šole tiče. Šola je razdeljena tukaj v Sloveniji na 3 vikende. 3 vikende, ampak to so intenzivni vikendi. Pazite, jaz bom glavo polnil, jaz že po naravi hitro govorim. Verjamite mi, da na koncu vsakega vikenda vaša želja bo bila samo, da je Božidar nehaj, pusti me na miru, da grem lahko domov, ker boste imeli tako nabito glavo z informacijami, kaj vse morate delati. Isto se je meni zgodilo, ko sem bil dol pri Jerry Kajnu, se spomnim, zadnji dan nedelja je bila in sem rekel, joj, dej, pusti me, da grem na avion, da grem domov. Nisem mogel več poslušati. Ampak tam je bilo drugače, je bilo v enem tednu. Jaz drugače v enem tednu imam še samo nekje drugje, recimo v Italiji, Italijani imamo en teden, veste, ker oni so malce daleč, Italija je velika, ne morem njemu reči, pridi meni 3 vikende sem. Pazite, poprečen Italijan, preden pride v Hmelju Postojno, mora zamenjati 2 aviona, pa še 2 uri se mora voziti z avtobusom. Tako da, pa pridejo, ker je najbolj zanimivo. Ko pa enemu rečem, pridi iz Ljubljane, Hmelju Postojno, kaj v Postojno moram prideti. Veste, to se vidi majhnost države, ima majhen tudi. Tako da, probajte razširiti se to. Pazite, za enega poprečnega Američana je to, da se vozi recimo, 2 uri do službe, čisto popolnoma normalna zadeva. Tako da, se pravi, v 3 vikendih vam bom jaz zlil to znanje in zdaj takole, jaz vem, da dosti ljudi reče, ne, to je premalo časa za to, da se jaz naučim. Ogromno ljudi misli, da je hipnoza tako komplicirana, da morate vi imeti 3 fakultete, da jo obvladate. Jaz vam iz prakse rečem, da ni res. Ta program je Gerald Kajn dal ven že 79. leta, na tisoče in tisoče in tisoče ljudi je že končalo in bo končalo ta izobraževalni program. In moram vam nekaj priznati, naš program OHTC je v svetu velja za enega ta boljših programov. In zato sem jaz tudi njega izbral, kot Gerald Kajna, zato, ker on je bil edini, ki mi je ponudil čisto hipnoterapijo brez balasta. Veste, če jaz pogledam danes recimo šole, ki jih ponujajo in mogoče je kakšen vikend več ali kaj takega, in potem kaj se zgodi? Zgodi se, da on en cel vikend porabi, pa vam predava o zgodovini hipnoze. Veste, nategujejo enostavno zadevo, zato da izgleda, da je vse skupaj bolj bombastično. Lejte, iz prakse vem, niste ne prvi, ne zadnji, ki je končal moje izobraževanje, jaz sem že tudi skozi ta proces, so 3 vikendi popolnoma dovolj. Ker roko na srce, vi se boste tako in tako največ naučili potem z delo s strankami. Tam se začne vaša prava šola. Ne na mojem izobraževanju. Jaz se moram pripraviti, da boste čim boljše to obvladali zadevo, tudi kasneje, kakšen telefon v roke. Ne, vi morate biti se potem vse stranko in z njo delati, veste. Skozi delo s strankami se boste vi največ naučili. Jaz sem se in vi se boste. Tako da to je smisel tega. Tako da ne zanemarite tega. Jaz vam čisto tako povem. Recimo, dajmo reči, da bi vi en dan meni rekli, ok, Božidar, zdaj pa ti želim, da imaš 4 vikende tvoje izobraževanje. Ok, 4 vikende, to bi še mogoče nekako vzdržal. Bi malo več prakse dal, bi malce raztegnil določene zadeve in je. Če vi meni rečete 5, 6, 10 vikendov, bi bil že v težavah. Zakaj? Ker nimam toliko materijala. Hipnoza ni toliko komplicirana, da vam jaz toliko dam. In zdaj recimo, če takole gledam mojega enega kolega, Zorana, ki je šel pa z našim izobraževalnim programom dol v recimo Avstralijo. In kaj se je zgodilo? Zgodilo se je, da on ni mogel z našim programom delati dol, ker imajo oni neke svoje normative. Jaz sem mu pač dal neko potrdilo, koliko ur je tukaj končal in tako dalje, to so mu priznali, ampak so rekli, morate še toliko in toliko ur pri nam končati izobraževanje. In on je šel in je začel hoditi v tisto njihovo šolo in on se je za glavo prijel. In me kliče gor, pravi, to je čista psihoterapija, to je čista psihologija, nima nobene veze s hipnozo.
Ne, in tem, ko sem jaz z njim govoril, pravi, kaj mi delamo s hipnoterapijo, oni so mene gledali, kot sem z lune padel. Ne, skratka, popolnoma drugi svet je to. Ampak enostavno, ker se je hotel prilagoditi sistemu, zanimivo je, da dol, recimo, hipnoterapija lahko gre v zdravstveno zavarovanje in zdravstveno zavarovanje krije to, a ne. Mi še nismo na tem, upam, da bomo kdaj padli, super bi bilo, veste, je zelo, zelo uporabna zadeva. Ampak je enostavno Revež mogel še končati, ne vem koliko, še 400 ur njihovega predavanja in zdaj hodi tam in spi na tistih predavanjih, ker enostavno ni nobene dodane vrednosti. Ok, sem vsem na telefonček javil tukaj, da vidim, sem malo, oziroma ne bom se javil, ga bom malo samo ugasnili. Tako da to je to, ne. Tako da ne smatrati tole, gledajte, stvar je taka, ne, vi rabite orodje, s katerim enostavno vam bom dal, s katerim boste začeli. Potem skozi delo se boste največ naučili in potem, ko boste prišli gor na kongres hipnoterapeutov, prvi z nami, boste videli potem, na kateri stopni ste. Veste, tako da, gledajte, dober hipnoterapeut je star hipnoterapeut, ne, pa ne, upam, dokaj, jaz se šnimam za starega, vendar po kilometrini, no, po kilometrini, to je približno enako kot z vojakom. Kateri vojak je dober star vojak, zato ker pač preživel tisti čas, ne, malo se hecam, ampak to je to, ne. Se pravi, ne gre se za vaš akademski naziv, ne gre se za vaše predhodno znanje o tem, a ne, vi ste lahko imate že, jaz sem celo videl, da ljudje, ki so študirali razne psihoterapije, psihologije in tako dalje, imajo kar malo težave z mojim programom, ker tisto, kar so vse študirali, jim nič ne koristi v našem programu, ker to je popolnoma zadeva. Pazite, hipnoza in psihoterapija, čeprav ljudje mislijo, aha, moraš biti psiholog, da delaš s hipnozo, ni res. Glejte, to so popolnoma dve zadeve, ki grejo narazen. Ljudje pač to nekako združujejo skupaj, pa ni res, ne? Tako da to je to. In tudi, da bi bila hipnoza samo del psihoterapije, to je tudi ena kozdarija, z moje strani gledano, pa na ta način lahko tudi marsikoga užalim. Veste, akademiki naj bi za sebe izdržali to hipnoterapijo, pa ni, gledajte, praksa je pokazala tudi na svetovnem nivoju, da skozi zgodovino in tudi dan danes na svetovnem nivoju so vodilna imena hipnoze in hipnoterapije ljudje, ki nimajo nobenega akademskega naziva. Nimajo. Nula, čista nula. Veste, in to je to, ne. Tako da, ker gledano določena izobrazba vas tako malo samo omejuje. Veste, vam da neka pogrešne ideje, da to je pač nemogoče. Jaz vam tako rečem, glejte, jaz sem delal že v hipnozi stvari, ki so mene šokirale in sem zato ko bi rekel, iz moje nevednosti. Probal sem, ne. Zdaj pa, če bi meni nekdo že vnaprej vsilil noter idejo, veš, to je pa nemogoče, bi se rekel, ne bi se tega niti dotikal. Ker pa ti ne veš, da je to nemogoče, probaš in imaš rezultat. In to je najboljše, se pravi, puste se presenetiti. Tako da, še enkrat vam toplo priporočam, pokličite me na telefon, pridite do mene, lahko se tudi najdemo kje gor v Ljubljani, da vam dam ta program, da se usedem, jaz bi vas rad spoznal, da vam dam roko, da vidim malo, da vi mene vidite, da vidim, ko bo, konec koncev bomo bili kolegi potem, ne, bomo dolgo časa delali skupaj. Zdaj, še enkrat roko na srce, imel sem tudi čudne ljudi na mojem izobraževanju, katere sem se potem tudi rešil, ne, jih nočem več videti, čisto odkrito povedano. Tako je, gledajte, veste, selekcija, pravim, ni nobene, ampak mene ne zanima vaš akademski naziv, da smo si na jasnem, mene zanima, kakšen človek ste. Okay, in če ste človek, vam dam roko, rade volje, bova šla na kavo, bova kakšno rekla. Če pa vidim, da niste človek, me pa ne zanimate. Ne? In določene ljudi sem spoznal potem, da niso bili ljudje. Sem rekel, gledaj, pejdi, ne se niti na naše kongrese hoditi. Enostavno, pejdi tam proč nekam, izogibaj se me. Ne? To je najboljša varianta. Ampak to je posod, veste, to je posod v našem svetu, ki je danskega. Tako da hiter programček sem dal skozi. Gledajte, probajte, pejte globoko noter v sebe in probajte občutiti, če ste pozvani za to. Ne? Še enkrat ponavljam, biti hipnoterapeut ali pa terapeut nasploh je stvar poslanstva, ne akademskega naziva. Ne? Zdaj, v Sloveniji večina hipnoterapeutov, ki delajo, so iz mojega šolskega programa. Normalno najdete tudi tu okoli neke padalce, ki ponujajo neke šole hipnoze in kaj, ampak gledajte, to stvar je vaša, veste, jaz ne bom nobenemu nič rekel, stvar ste vi se morate sami odločiti, gledajte, če vam nekdo drugi potegne in ste šli k njemu namesto k meni, se pravi, da to je ta vesoljna kemija to naredila, vi ste morali k njemu namesto k meni, veste, to je to, jaz sem se včasih še malo sekiral, sem rekel, gledaj, no, recimo s kakšnim človekom smo večkrat na vezi sliševa in potem, ko jaz organiziram šolo, in dej pridi, pravi, ne, sem bil še podobno drugemu. Vsi to tako moralo biti. In to je tudi prav, naj bo tako, veste, vsak ima svoje, ne, kar se tega tiče, jaz edino vem, kaj dam, vem, koliko veljam, vem, kaj vam bom dal, tako da tukaj sploh ni nobene dileme. Enostavno, gledajte, če ste pozvani, če ste pripričani, da je to za vas,
enostavno potem pejte v to investicijo. Dosti ljudi dela to, veste, jaz sem opazil par mojih učencev, da dela to, recimo ima neko službo, pa ni ravno nekako zadovoljen mogoče v tisti službi, ampak potem pa dela hipnoterapijo popoldan, on temu reče, to je delo za mojo dušo, veste, to je kompenzacija in to je dobra zadeva. Veste, če vam fali mogoče nekaj, kar bi radi vsak toliko časa počeli z užitkom, veste, to je najboljše, dela hipnoterapijo z užitkom, ne. To sem jaz leta počel, jaz sem lani, ali ne, 2 leti nazaj sem nehal s tem, da pripuščam mlajše generacije, da to delajo, ker je treba, veste, pauzo narediti, ne. To jaz sem skoraj 18 let delal to zadevo in je treba malo pauze narediti, ne morate iti kar v nedogled to in je čas za svežo kri in vi ste ta sveža kri in dejmo akcija. Tako da, hypnocentergrilc.com je stranica, imate tudi spodaj napisano, drugače imate tudi na grilc.com mogoče malo več napisano o tem, ne? Ampak Slovenija je majhna, gledajte, telefon v roke, pokličite me, dajmo se sesti dol, bom obrazložil, kaj hipnoza je, kako se lahko vi najdete notri v tem, kako vam lahko ta naša šola koristi. Konec koncev, jaz sem tako en dan prišel do zaključka, da sploh to ni šola hipnoze, to je šola življenja. Kar se mene tiče, to, kar jaz predavam, bi morali vsi vedeti. Vsi, ker živimo, veste, hipnoza ni samo to, gledaj me v oči in zdaj bom jaz tebe, ne. Hipnoza je, ko vi gledate televizijo, hipnoza je, ko ste bili v cerkev, hipnoza je, ko ste zdravniku, hipnoza je, ko pogledate med vožnjo ni plakat tam, ko ste šli mimo njega, vse to je hipnotično stanje. Veste, ko odprete časopis, ko berete dobro knjigo, ko ste šli v kino. Hipnoza je toliko globoko ukoreninjena v naše vsakodnevno življenje, da to je grozno. Vi morate biti opozorjeni na to. Veste, morate vedeti, kaj se dogaja okoli vas. Ker najhujša zadeva, ki se vam lahko zgodi, je ta, da ste vi hipnotizirani in da tega ne veste. No, takrat se vas lahko izkoristi. Zato dejte se seznaniti s temi zadevami, da se zadeva potem prekine. Ok, še enkrat, telefon imate spodaj, pokličite me, dajmo se dobiti in jaz srčno upam, da vas vidim na mojem izobraževanju, pa dajmo ljudem pomagati. Glejte, folk rabi pomoč, dejte se ven na tržišče in dovolj je, lejte, Slovenija je dovolj velika za še veliko nas hipnoterapeutov, vsak bo našel nekaj svojega, veste, in osnova je samo to, da človeku lahko pomagamo, da se reši fobije, da mu pomagamo, da mogoče neha kaditi, veste, no, še prej končam še to zadevo. Ko bi rekel, gledajte na hipnoterapijo, kot ne vem, če vam je znan ta butterfly efekt, veste. V zgodovini je metuljček pomahal s krili in čez ne vem, kaj se je zgodilo, ne vem, je ena zgradba padla dol, tako ta ideja. Gre za to, da vaše življenje ima vaše terapevtsko delo bo imelo dolgoročne posledice. Jaz recimo vprašam, kdaj na mojem recimo kongresu, tam kakšnega zadaj vidim, tako je malo skrita, ne, rečem, zdravo živijo, kako gre, ne. Ja, veš, imamo inorodno, pravi, ja, nisem lani, ki je delal dosti hipnoterapije, a si kaj naredil? Pravi, veš, da za menom pomagal nehati kaditi, ja, in je nehal, ja. In potem mu povem to osnovno dejstvo, lej, pazi, to je posledično, kaj si ti naredil, lej. Ti si kot prvo si ga rešil njega, da ne bo kakšno bolezen dobil. Potem si rešil njegovo ženo, ki je stalno bila jezna na njega, ki je vse skupaj smrdelo doma, ki je mogla stalno prati iste zadeve. Otroci so ga imeli že poln kufer, ne, z onim njegovim kajenjem, oče nehaj in mogoče celo njegovega psa je zdaj srečen, ki je sveži zrak in ga ima rajše, ki ne smrdi, ki kuža ima tako občutljiv nos. Se pravi, posledično je, on je njemu sem pomagal nehati kaditi, ne, ampak posledično je pomagal en kup drugim ljudem. To je približno tako, ko vi, in hipnoza je zelo uspešna, recimo tudi delo z alkoholiki. Če vi alkoholika ozdravite, ne moram reči ozdravite, če mu pomagate, da neha konzumirati alkohol, recimo v takih količinah in tako dalje, potem vi niste rešili samo njega, vi ste rešili cel njegov socialni krog, vi ste rešili njegovo soprogo, vi ste rešili njegove otroke, psa, mačko, vi ste rešili službo njegove sodelavce, zdravstveni to, mislim, veste, okoli njega je razvita in cel socialni sistem je razvit okoli njega. Tako da, bodite ponosni na to, kar počnete. Ne se podcenjevati, sem videl samo eno hipnoterapijo. Glejte, ena je ena, pa tudi če niste nobene, ste pa mogoče kolegu razlagali, kaj je hipnoza, pa mogoče on, zato ki je vaš prijatelj, ni prišel do vas, je šel pa v moj center ali pa hemno drugmu in je, recimo, ste mu pomagali rešiti eno fobijo in danes, recimo, normalno živi in tako dalje. Veste, to je to, ne? Tako da ne podcenjevati tega, vsaka vaša terapijica bo imela dolgoročne posledice, pa čeprav jih je mogoče v celem letu samo 10. Veste, ni treba, da ste vsi masovno delate, recimo kot jaz pa moji kolegi, ki imamo vsak dan in kup enega tega, ne? Pa to je moje delo, lejte.
razumete, jaz nimam službe, to je moja služba, a ne. Vendar, če imate vi že službo in občasno pomagate komu, pazite, zavedajte se, da delate ogromno delo, res, ogromno delo delate, ne ga podcenjevati, tako da bodite zadovoljni sami sabo. Veste, in potem klientov uspeh je vaš uspeh. To je smisel tega. Ko jaz slišim nekoga, ki me pokliče, pravite, veste, boš da že mesec nekaj, ker sem bil pri vas. Jaz grem na mesto njega, pijačo, rečem, ok, ajde, zdaj pa bomo eno kavo spili na njegov račun, oziroma na njegov račun, lahko do njegov račun, hecam se, ne, ampak zato, ker je njemu to ratalo, razumete, njegov uspeh je moj uspeh, ne, in tudi vaš uspeh je moj uspeh, ok? Ajde, s to mislijo bom zaključil, telefon v roke, pokličite me, če vam je zadeva zanimiva, če ste pripravljeni, dajmo se dobiti, pa bomo kakšno še rekli, drugače vas pričakujem na mojem izobraževanju, ok? Ajde, bodite mi dobro, čau.